Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Dragi prijatelji v Kristusu, ko smo zbrani k molitvi za edinost, se zahvaljujemo Bogu za bogatstvo krščanske dediščine in za njegovo delo osvobajanja in reševanja v človeški zgodovini. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravile krščanske cerkve karibskega področja. Zgodovino krščanstva v tej deželi je zaznamovana s protislovjem. Na eni strani so kolonizatorji uporabljali Biblijo, da so z njo upravičevali podjarmljenje prvotnih prebivalcev teh dežel ter tistih, ki so jih pripeljali iz Afrike, Indije in Kitajske. Veliko ljudi je bilo iztrebljenih, uklenjenih in zasužnjenih in so trpeli nepravične delovne razmere. Na drugi strani pa je Biblija postala vir tolažbe in osvoboditve za mnoge, ki so trpeli pod nasiljem kolonizatorjev. Dan danes je Sveto pismo še vedno vir tolažbe in osvobajanja. Kristjane na Karibih navdihuje k temu, da se ukvarjajo z razmerami, ki danes podkopavajo človeško dostojanstvo in kakovost življenja. Ko z naših rok padajo verige suženjstva, kot so opadle ob našem vhodu simbolično, se v človeški družini vzpostavi nova vest ljubezni in občestva, ki izraža edinost, za katero molijo krščanske skupnosti. Skupaj s kristjani na Karibih prosimo Svetega Duha, da razname naša srca. Ko molimo za edinost cerkve, kličimo mu, pridi, Sveti Duh. Poveži svoje služabnike z vezjo edinosti. Nauči nas moliti. Reši nas suženjstva grehu. Pomagaj nam slabosti. Sprejmi nas spet kot svoje otroke. Ko povem, da se pogosto srečamo z izzivi, kot smo slišali v prvi pesmi, kot gorami, ki se nam zdijo nepremagljive. Včasih to povzroči notranja stiska, strah, žalost, včasih kakšna finančna težava, drugi problemi. In ravno v takih situaciji je naš Bog obljubil, da je vedno z nami. Nikoli nas ne zapusti, nikoli nas ne pusti same. Še več, obljubil je, da se bo on bojeval namesto nas. In zato vas mi želimo spodbuditi s pesmijo, ki pravi, da smo z našim Gospodom več kot zmagovalci. Ko sem brez moči in sam, ti si ta, ki kliče me, ti si vse, ti si ta boj, ki v meni je. Moč stajenja tvojega, v meni ogenj žgala je, ko se stemni, dvignem oči na prestol tvoj. Več kot zmagovalci smo s teboj. Ti premagal si ta svet in zlo. Greh in sramota ne vladata več, tvoje ime nam daje moč. Ti si ta ogenj, ki večno gori, ti si ta moč, ki v meni
od zla. Več se ne predajamo, smo svobodni, odrešeni, vsi kličemo, upanje je, upanje je. Več kot zmagovalci smo s teboj, ti premagal si ta svet in zlo. Greh in sramota ne vladata več, tvoje ime nam daje moč. Ti si ta ogenj, ki večno gori, ti si ta moč, ki v meni je, Gospod, naš Bog, premagaš vse. Tebi vse mogoče je, ti lahko premagaš vse, s teboj mi vsi zmagujemo. Ti od nas močnejši si, ti od teme večji si, s teboj mi vsi zmagujemo. Tebi vse mogoče je, ti lahko premagaš vse, s teboj mi vsi zmagujemo. Ti od nas močnejši si, ti od teme večji si, s teboj mi vsi zmagujemo. Več kot zmagovalci smo s teboj, ti premagal si ta svet in zlo. Greh in sramota ne vladata več, tvoje ime nam daje moč. Ti si ta ogenj, ki večno gori, ti si ta moč, ki v meni je, Gospod, naš Bog. Več kot zmagovalci smo s teboj, ti premagal si ta svet in zlo. Greh in sramota ne vladata več, tvoje ime nam daje moč. Ti si ta ogenj, ki večno gori, ti si ta moč, ki v meni je, Gospod, naš Bog, premagaš vse. Božje besede je jasno in vsem nam zagotavlja, da tisti, ki predajo svoje življenje Jezusu, ne prejmejo duha suženstva, da bi spet padli nazaj v sužnost. Zato v tem jutru skupaj prosimo za Božjo milost. Naj nam da svojo odrešujočo moč, ki prihaja z njegove Božje desnice, in skupaj kličemo k Bogu. Prosimo te, Usliši nas. Molimo, naj nas reši struktur, ki spodkopavajo človeško dostojanstvo in vsiljujejo nove oblike zasužnjevanja. Reši nas, o Bog. prosimo te, usliši nas. Odločitev in dejanj, ki povzročajo revščino, odrinjenost in krivično razlikovanje naših bratov in sester, reši nas, o Gospod. Prosimo te, usliši nas. Strahu in nezaupanja, ki nas ločujejo med seboj in spodkopavajo naše upanje in ozdravitev. Reši nas, o Gospod. Prosimo te, usliši nas. Gospod je naša moč in naša pesem, prinesel nam je odrešenje. Bog, ki nas je odrešil, naj nas vodi v bivališče svetosti. Amen. O Bog, reši nas človeškega zatiranja, da se bomo držali tvojih ukazov.
razjasni svoj obraz nad svojimi služabniki, uči nas svojih zakonov. Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem. Rekli so, pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen. Konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem. Bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. Gospod je bojevnik, ime mu je Gospod. Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje. Njegovi izbrani častniki so utonili v trstičnem morju. Zagrnili so jih valovi, potopili so se v globočino, kakor kamen. Tvoja desnica, Gospod, se blešči od moči. Tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika. V svojem velikem sijaju tolčeš nasprotnike, pošiljaš svojo jezo, požigaj jih kakor strnišče. Ob pišu tvojih nosnic so se nakopičile vode, valovi so se postavili kakor jez, globine so se strdile v ostročju morja. Sovražnik je dejal, zasledujem, dohitim, razdelim si plen, z njim se nasiti moja duša, izderem meč, moja roka jih pokonča. Pihnil si svojim dihom in zagrnilo jih je morje, kakor svinec so se pogreznili v silnem vodovju. Kdo je kakor ti, Gospod med bogovi? Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti, strašen v sijaju, ki delaš čudeže? Le desnico si iztegnil in zemlja jih je požrla. V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil. Ga peljal s svojo močjo k svojemu svetemu bivališču. Ljudstva so slišala in strepetala. Strah je prevzel filistejske prebivalce. Tedaj so se zgrozili edomski poglavarji, drhtenje je zajelo moabske voditelje, obupali so vsi kananski prebivalci. Zajela sta jih groza in trepet, pred veličino tvoje roke molčijo kakor kamen, dokler tvoje ljudstvo, Gospod, ne gre mimo, dokler ne gre mimo ljudstvo, ki si ga pridobil. Popelješ jih in zasadiš na svoj dedni gori, na kraju, ki si ga Gospod pripravil sebi, svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke. Gospod kraljuje na vekov veke. Kajti faraonovi konji z njegovimi vozovi in konjeniki so prišli v morje in Gospod je poslal morske vode nad nje, medtem ko so Izraelovi sinovi odšli po suhem sredi morja. Tedaj je Mirjam, Aaronova sestra, prerokinja, vzela v roko boben in vse žene so se ji pridružile, plesale so in igrale na bobne. Mirjam pa jim je odpevala. Pojte Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje.
Pismo Rimljanom, 8. poglavje, tako pravi Božja beseda za nas. Potem takem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom morite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Abba, Oče. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči. Dediči pri Bogu. So dediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas, kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, namreč odrešenje. Odrešeni smo bili namreč v upanju, upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti, to da sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Oče, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo še slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala in od zadaj se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel: Kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu odgovorili: Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš: Kdo se me je dotaknil? Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena, trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru
in bodi ozdravljena svoje nadloge. Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu, tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice, ne boj se, samo veruj. In nikomor ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel, kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice, ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za roko in je rekel, talita kum, kar v prevodu pomeni, deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve in je velel, naj dajo jesti. To je Kristusov evangelij. Vida
Spoštovani duhovnik Evangeličanske cerkvene skupnosti tukaj v Murski Soboti, magister Leon Novak, spoštovani stolni župnik katoliške katedrale v Soboti Goran Kuhar, spoštovani pastor Andrej Bojnec, predstavnik Binkonočne cerkve, spoštovani inšpektor tukajšnje Evangeličanske cerkvene skupnosti, gospod Selec, dragi bratje in sestre vseh treh cerkva in drugi ljudje dobre volje. Brilo iz 5. Mojzesove knjige nam zelo jasno in nazorno govori o drami majhnega in nepomembnega ljudstva, ki je pred več tisočletji zapadlo suženstvu egiptovskega faraona. Najprej je bilo to ljudstvo sprejeto v Egiptu z ljubeznijo. Bilo je deležno gostoljubja faraona in Egipčanov. Ko pa je faraon zaradi strahu pred njegovo širitvijo in močjo odrekel temu ljudstvu svobodo, ga je preprosto zasužnil. Ljudstvo se tako ni moglo osvoboditi ne od faraonovega nasilja in ne od lastne navajenosti na suženstvo. In nihče temu ljudstvu ni mogel pomagati. Tako kar 4 dobra stoletja je to majhno ljudstvo bilo sužensko ljudstvo. In končno je padla odločitev za osvoboditev. Za osvoboditev se ni odločil faraon, niti njegovi morebitni zavezniki, nastopil je sam Bog. In to z zelo močno roko. Bog je pred vsemi delal velika in strašna znamenja. Bog je tako pred faraonom in vsemi Egipčani pokazal, da je to majhno ljudstvo njegovo, izvoljeno ljudstvo. In razlog za takšno osvoboditev je bila ljubezen Boga do tega ljudstva. Bog je do svojega ljudstva ohranil večno zvestobo in ga zato iz hiše suženstva popeljal v svobodo obljubljene dežele. Pred tem je Bog dal svojemu ljudstvu vedeti, da bo tistim, ki ga ljubijo, ohranjal zavezo in dobroto do tisočega rodu. In drama suženstva se je tako spremenila v radost svobode, ki prihaja od Božje ljubezni. In izvoljeno ljudstvo je tako zapelo, tvoja desnica, Gospod, je mogočna. Vsi dobro vemo, kakšno je geslo francoske revolucije. Svoboda, enakost in bratstvo. Pri besedi bratstvo po navadi mislimo, da smo vsi enaki in svobodni. Ampak to je najmanj, kar zmore bratstvo. Kmalu po francoski revoluciji je ostala samo še svoboda in enakost. In na teh dveh sta postavljena in na teh dveh si nasprotujeta Zahod in Vzhod. Zahodna družba je s poveličevanjem svobode dotolkla enakost in rezultat so vse večje razlike med bogatimi in revnimi. Vzhod pa kriči po enakosti in pred tem duši svobodo. Bratstvo pa se kar nekje izgubilo. Zakaj? Zato, ker je bratstvo duhovna izkušnja. Bratstvo pomeni odnos, ki ga jaz moram gojiti do drugega. Vendar tega drugega ne smem zasvojiti s seboj. Ne smem ga zasužniti. Če drug ni enak meni, pa ga bratstvo mora napraviti enakega meni. Slišali smo besede apostola Pavla v pismu Rimljanom, da nismo dolžni, da bi živeli po mesu. Kdor živi po mesu, se je zapisal smrti. Zato nas apostol vabi, naj z duhom v sebi morimo dela telesa, da bomo živeli.
Sam Duh nam govori, da smo Božji otroci in zato smo tudi dediči pri Bogu. Kako bi tudi danes lahko razumeli ta dela po mesu, pred katerimi nas svari apostol Pavel? Včasih smo govorili o tako imenovani seksualni revoluciji, ki se je pojavila ob koncu 60. let prejšnjega stoletja. Mladi so se takrat hoteli osvoboditi od verskih, moralnih in drugih tradicionalnih vrednot. Te vrednote so dojeli kot suženjske, zato so se jih hoteli znebiti in preprosto uživati v spolnosti brez odgovornosti drug do drugega. Tudi v družbi so se takrat nakazovale zelo velike spremembe. Na vso to vrenje cerkev ni mogla ostati brezbrižna. Zato se je zelo okrepil tudi dialog med različnimi krščanskimi cerkvami, da bi našli skupne rešitve na izzive sodobnega časa. Pri tem se je zelo veliko govorilo o osvoboditvi narodov izpod kolonializma, o razvoju, o novih oblikah kulture, o miru in še mnogih drugih rečeh. Nažalost pa naše cerkve niso zmogle skupaj spregovoriti o tem, kdo in kaj je človek. Prepirali smo se o tem, kdo ima resnico in kdo je nima, kdo ima boljšo teologijo in kdo je nima, spregledali pa smo človeka. Naše cerkve niso zmogle skupaj dati odgovora na to, kdo in kaj je človek, ki je ustvarjen v Kristusu in ki je odrešen v Kristusu. Sedaj smo prišli do te točke, ko se med nami zelo širi teorija spola, ki trdi, da se človek ne rodi kot moški ali kot ženska, temveč so nam pod pritiskom ideoloških in religioznih vzorcev spol vsilili starši. Za to teorijo so znaki moškosti in ženskosti na ljudeh nepomembni. Po tej teoriji ljudje lahko po mili volji celo življenje spreminjajo spol. Odvisno, kako se bolje počutiš, ali bolje uživaš, ali kot moški, ali kot ženska, ali pa kaj vmes. Jaz poznam 2 spola, ampak trenutno je pri Svetovni zdravstveni organizaciji registriranih 70 spolov. Kakšnih je te 68, jaz ne vem. Glede, takšen pogled na človeka se nam vse bolj siljuje kot edina logična človekoljubnost. Se nam predstavlja kot normalen in samoumeven in edini logičen razvoj družbe. Brez protestov se hoče ugnezditi v kulturo, v družbeno življenje, socialo in si ne pomišlja občasno prevzeti celo videz religioznosti, ko razlaga, da Bog človeka ni ustvaril kot moškega in ženske, temveč samo kot nekega človeka, ki se šele mnogo let po rojstvu odloča, ali bo moški, ali pa ženska, ali pa kaj drugega. To so reči, na katere se bomo morali kristjani odzvati. Če ne bomo našli skupnih odgovorov, ki bodo v korist človekove nedotakljivosti in dostojanstva, ne bomo več zmogli ohraniti družine, v kateri so oče, mati in otroci. Spreminjanje človekove identitete zaradi sklicevanja na bratstvo, enakost in svobodo lahko zelo pospeši prihod poslednje zarje zadnjega dneva, ki ga bo dočakalo človeštvo. Veliko vprašanje za nas vse je, kako ostati mirni in vse to preživeti. In evangelist Marko nam prikaže 2 zelo dramatična prizora. Jezus ozdravi zelo vztrajno ženo, ki je že 12 let krvavela, in obudi
od mrtvih hčerko predstojnika shodnice Jaira. V obeh primerih je bila odločilna vera in mirnost. Jezus je dejal krvotočni ženi: hči, tvoja vera te je rešila. Jairu pa: ne boj se, samo veruj. Širjenje nemira je velika strategija vseh, ki živijo po mesu. Nemir prebuja strasti in ne prenese usmiljenja. Nemir z nikomer ne sočustvuje. Moč je vedno nemirna. Oblast nad drugimi je vedno nemirna. Nevoščljivost ne ve za mir. Kapital nikdar ne miruje, kajti če miruje, propade. Nemir je suženjstvo. Verovati v Kristusa in ostati miren, to je rešilno. Zgledi vernih in mirnih mož in žena sredi nemirnih časov so nam zelo dobrodošel zgled. Poiščimo jih, so živeli med nami in še živijo med nami. Vsakdo pozna koga z močno vero in z mirom v srcu. Kdor ima v sebi mir, nosi v sebi Božje kraljestvo. Kaj pa je Božje kraljestvo? Apostol Pavel pravi: Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Mir je sad Kristusovega ustajenja. Bratje in sestre, Bog ima odgovore tudi na vsa težka vprašanja našega časa. Z vero v Kristusa in z mirom v srcu delajmo za to, da bomo obstali kot moški in ženske. Pomagajmo drug drugemu, da se bomo veselili, da nas je Bog po starših postavil v to življenje kot moške in kot ženske. Veselimo se, da smo lahko kot bratje in sestre svobodni v Kristusu in enaki v Kristusu. Ne bojimo se, kajti močna Gospodova desnica počiva nad nami, nam daje svoj blagoslov in varnost. Amen. Sedaj pa ostanimo in našo vero v trojedinega Boga izpovejmo v apostolski veroizpovedi. Molili jo bomo v prekmurščini. Jaz verjem v enom Bogi, Oče vsemogočemi, stvoritelji nebe in zemlje. Jaz verjem v Jezuše Kristuše, Sini Božem,
edino rojenom Gospodni naše, ki se je poprijel Duha Svetoga, porodil se je z device Marije, trpel je pod Poncijom Pilatom, križan je bil, mrav je, pokopan je, šel je na pekel. Na tretji den je z mrtvih stanov, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga, očesa mogočega, od tam pride soditi žive in mrtve. Jaz verjam v sveto dijo, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, grehov odpuščanje, tela vstajenje in žitek veki večen. Amen. Hvaležni za osvoboditev od sužnosti grehu, prinesemo pred Gospoda svoje stiske in ga prosimo, naj pretrga verige, ki nas uklepajo, ter nas poveže z vezmi ljubezni in občestva. Radodarni Bog, v svoji dobroti nam daješ vse, kar potrebujemo. Bodi z nami, pomagaj nam, da se dvignemo iz svoje sebičnosti in pohlepa in delamo za pravičnost na svetu. Prosimo te, usliši nas. Bog ljubezni, ustvaril si nas po svoji podobi in nas po Kristusu odrešuješ. Bodi sedaj z nami, daj nam moč, da ljubimo svojega bližnjega in sprejemamo tujca. Prosimo te, usliši nas. Bog miru, ti ostajaš zvest svoji zavezi z nami tudi tedaj, ko se oddaljimo od tebe. V Kristusu si nas spravil s seboj. Bodi sedaj z nami in nam daj novega duha in novo srce, da bomo odklanjali nasilje in postali služabniki tvojega miru. Prosimo te, usliši nas. Bog veličastva, vsemogočni, po Jezusu si hotel prebivati v človeški družini. V vodah Jordana si nas privzel za svoje otroke. Bodi z nami in nam pomagaj, da ostanemo zvesti zavezam in odgovornostim. Naj okrepimo vezi občestva z brati in sestrami v Kristusu. Prosimo te, usliši nas. Trojedini Bog, tisti, ki so v Kristusu, smo postali eno s teboj in med seboj. Bodi sedaj z nami, z močjo in tolažbo Svetega Duha, nas osvobodi zagledanosti vase, napuha in strahu, ki nas ovirajo na poti k polni vidni edinosti tvoje cerkve. Prosimo te, usliši nas.
koncu našega skupnega druženja o Božji besedi, ki je včasih povezana tudi z bolečino, naj nas še naprej vežejo besede evangelija in ljubezni. Primimo se za roke, naj nas ne vežejo verige, katerih nas Božja beseda osvobaja, ampak naj nas povezuje Kristusova ljubezen, ki je bila izlita v naša srca. In molimo, kakor nas je učil Gospod Jezus Kristus. Stanimo torej in podajmo si roke ter skupaj molimo Gospodovo molitev ali Oče naš v prekmurščini. Oče naš, ki si v nebesih, posveti se ime Tvoje, pridi k nam kraljestvo Tvoje. Bojde volja Tvoja, kak je v nebesih, tak i na zemlji. Daj nam ga dnes in odpusti nam dolgi naše, kak i mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vpelaj nas v skišavanje, nego oslobodi nas od hudega, ar je Tvoje kraljestvo, zmožnost in dika na vse veke. Amen. Naj nas spremljajo besede poslanstva, ki se glasijo: Božja desnica nas je odrešila. Združeni smo v enem Kristusovem telesu, zato pojdimo na delo z močjo Svetega Duha. Gospodov Duh je nad nami, ker nas je Gospod mazilil, da prinesemo blago vest ubogim, da oznanimo jetnikom prostost in slepim vid, da pustimo zatirane na prostost in da oznanimo leto, ki je ljubo Gospodu. Amen. Sedaj pa naj nas spremlja še Božji blagoslov. Blagoslovi nas Gospod Bog in obvaruj nas. Razjasni Gospod svoje obliče nad nami in se nas usmili. Obrni Gospod svoje obliče proti nam milostno in daj nam svoj mir. Amen. Po skupnem bogoslužju vabim vse naše goste, prijatelje iz Rimokatoliške cerkve, iz Binkošne cerkve in pa tudi naše evangeličanske cerkve, da se nam pridružite tukaj v dvorani na skupnem druženju in pogostitvi.